Milenici ne gremo na dopust, ampak na oddih. Mi potujemo, da zopet čutimo navdih. Mi najraje šli bi nekam iz udobne cone, jahali bi morske pse, umivali bi slone. Dolgo o njem razmišljamo in ko pride čas, mi ne najdemo ga, potovanje najde nas. Neka skrita, ravno prav razvita tajska vas, imajo skate in bankomate, to bi bilo za nas. Članek o tej vasi ima trenutno 200 bralcev. To poklikam, plačam, rezerviram, vse med malco. Pišem ženi, greva zdaj, da ne bo sam avgust. Na vsaka 2 meseca gremo na dopust. Pol pa TripAdvisor in vsi možni YouTube znalci. Čez leto smo v marketingu, zdaj raziskovalci. Za vse, kar nas zanima, kliče Snubi vabi. Gledamo, kaj pravijo reviewji. Najprej slabi. Tle ne bomo bivali, ker lastnik je preveč len. Tle ne bomo spali, ker ima premalo cen. Tle ne bomo jedli, ker jih ima pa mal preveč. In so mal predobre, to je sicer neki catch. Nam pa ni problem tudi malo več odšteti, če zato imamo priliko kaj doživeti. Lani ekstra plačali smo pri bolj pristnih ljudeh, da smo lahko obirali riž in spali smo na tleh. Vseeno pa res ne moremo brez par stvari. Kamorkoli pridemo, pač mora biti Wi-Fi. Se razumem, smo v tropih in je bila nevihta, ampak jaz to rabim zaradi Facebooka in šihta. Mi ko pridemo v tuje mesto na izlet, imamo že seznam, kaj vse je tu za doživeti. In potem te klukce cel dan pridno nalovimo, bog ne daj, da en lokal slučajno zamudimo. Ni nas sram, če imamo telefon na selfie palci, radi se izgubimo v mestu, jemo kot lokalci in stojimo 1,5 ure v vrsti za nigiri, ker je ena influencerka bila tukaj včeraj. Naj kristalno jasno bo, čemu vsa ta galama. Mi smo tu, da duvamo se preko Instagrama. Mi iščemo zgodbe, ki so jih že napisali. Hočemo biti mal drugačni, tako kot vsi ostali. Tako da prosim vas, ko pridemo nazaj v službo, da se zberete okoli mene za vso družbo. In povsem spontano mal načnete tole temo, da lahko porečem, ja, mi radi tako mal gremo.